Draga Janja, najlepša hvala za tvojo prisotnost danes tu. Hvala vam za povabilo. Jaz imam že toliko vprašanj za tebe od tvojih in mojih sledilcev, da najboljš, da kar začnemo. Se strinjam. Se pravi, šampionka, plavalka, trdo delo se obrestuje, koroška trma. Najprej nam povej, kakšen je tvoj dan? Jaz imam različne dneve oziroma različno razporejen urnik v dnevu. Recimo v ponedeljek, petek vstanem okoli 6. Grem na trening, opravim trening, vodi 2 uri, pol v fitness, domov nazaj počivati, se nakosilam, ob 2 nazaj na trening, ki ga imam spet ob 2:30 do 3:30, pol pa ponavadi masaža, večerja, počitek. Najbolj naporen dan je sreda, ki imam trening že ob 5:30, tako da se zbujam že malo pred 5. Drugače pa ja, vsak dan bolj kot ne podoben. Neverjetna rutina, neverjetno močna volja. Sledilce zanima, kaj ješ ali piješ kavo, kako vzdržuješ to kondicijo? Pijem kavo, ne vsak dan, ampak ali z mlekom? z mlekom. Okay. Jem pa, nimam neke posebne prehrane, pa to nimam še nekih takih problemov, da bi mogla ful paziti. Pojem seveda malo več kot recimo moja mama, ker tudi več pač kalorij pokurim na dan. Drugače pa ja, rada jem testenine. In vse ješ? Ali moraš predvsem veliko beljakovin? Jem bolj kot ne vse, ampak recimo pred tekmah malo več testenin, pojem pa tega, drugače pa bolj kot ne vse. Za energijo koroška košta, a je tako? Potem seveda jih zanima tvoje sledilce. Kdaj si vedela, da bo plavanje postalo tvoja služba? Res tisti trenutek, ko sem se zavedala, da bo plavanje res moja služba, sem se zavedala 4 leta nazaj, ko sem dobila zaposlitev v Slovenski vojski. In to mi omogoča, da res pač svoj čas posvetim res samo plavanju. Se ne rabim pač ubadati z drugimi stvarmi, tako kol, pa glede šole pa vsega tega. Tako da res sem pač vesela, da sem dobila to mesto v vojski. In ja, pred 4 leti sem se res zavedla in pač plavanje je res dobesedno moja služba. Ampak treniraš pa že od katerega leta? Ja, od 1. razreda, tako da kar 16 let. Ja, v Ravnah imamo tradicijo plavanja in ti si šla tudi iz tega kluba, ampak gotovo je še vedno kdaj tudi naporno. Kje iščeš to motivacijo, da ohranjaš ta zagon? Jaz za sebe... Pridi malo bliže k meni, da te bolj vidijo, tako ja. Jaz za sebe vem pač, da sem res talentirana punca, tako mi tudi pravijo pač trenerji, pa starši, pa prijatelji. In se mi zdi škoda, da ne bi pač tega talenta še nadgradila z delom. Drugače pa ne vem, doma imam ful medalj in pač pole vidim, kaj vse sem dosegla in pač iz tega pol črpam neko še dodatno motivacijo, da pač jih lahko imam še več državnih rekordov, nastopov na evropskih prvenstvih, svetovnih, na olimpijskih. Tako da ja, ne vem, sama sebi sem motivacija in moji rezultati me ženejo naprej. Super. To je dobro slišati in si v navdih tudi številnim mladim. Zdaj so vprašali sledilci tudi to, kdo je tvoj navdih, kdo je bil tvoj vzornik in pa ali ti vidiš med slovenskimi mladimi plavalci koga posebej talentiranega? Ja, jaz sem že od vsega začetka plavanja za svojo vzornico italijansko plavko Federico Pellegrini. Drugače pa, ja, mislim, jaz težko rečem, če vidim kakega talentiranega plavca, to lahko bolj kot ne trenerji povejo, ampak vidim pa tako na tekmah mlade plavce, ko ful napredujejo. Lahko izpostavim Velenjčanko,
eno plavko, ki je v zadnjem cajtu popravila tudi moj absolutni državni rekord na 50 hrbtno, tako da v njej res vidim nek potencial, da lahko še ful napreduje, je itak pač še ful mlada. Drugače pa tudi pač v našem klubu imamo ful mladih plavalcev, pa plavajo treninge z mano že, tako da verjamem, da imamo kar lepo prihodnost. Ja, sigurno. Je pa seveda tukaj tudi cela ekipa, imaš trenerja, treniraš, smo slišali zelo. Enega sledilca zanima, če je tudi kaj genetike v tem, ali so tvoje mišice zgolj rezultat tega trdega dela? Bi rekla kar, da je to rezultat trdega dela. Veliko delam pač v vodi in v fitnessu, tako da ja, se mi zdi, da ni to neke genetike. Ja, če ne bi bili plavalna družina, pa sestra ni v tem, ne? Sta oba brat in sestra. Aha, sta oba. Aha. Ampak zdaj sem sam še jaz. Zdaj si ti najbolj vztrajna. Ja. Super. Si tudi veliko v tujini zaradi tekem, zaradi priprav, bila si tudi dejavna v eni profesionalni ekipi. Kakšne so razlike dela v Sloveniji in tujini? Že tako zaradi samih rezultatov lahko pač vsi vidimo, da so recimo države, ki so večje, bolj razvite, pač bolj uspešne, imajo, čeprav imam jaz tu res odlične pogoje na Koroškem, vseeno pač imajo druge države še te nivoje na ful večjem levelu. Tako kaj več ne morem povedati, ampak se ful pač razlikuje. Ja. Čeprav Ravne ima kar dobro infrastrukturo, imamo olimpijski bazen, tam treniraš. Ja, tako sem povedal, pač res imam fenomenalne pogoje. Treniram pod balonom v olimpijskem bazenu, poleti lepo zunaj prostem, ko gre balon dol, imamo fitness v bazenu, tako da top trenerja in imam vse. Ja. Torej, zjutraj te ni treba preveč vleči iz postelje, predno skočiš v mrzlo vodo. Ali ja? Ja, jaz nisem jutranji tip človeka. Imam momente, ko pač se mi res ne da vstati, pride tudi kak tak dan, ampak se pač potrudim, ker se zavedam, da je to moja služba in ampak lahko grem pol pač po treningu domov spati. Da. Je pa tudi to, ne, da torej je bila to ena pot, ki si jo izbrala že kot zelo mlada. Kakšno je tvoje mnenje? Lahko tudi plavanje ali šport en način tega življenja, zdravega življenja za mlade? Kje vidiš te nevarnosti, ki jim pretijo? Ali je lahko šport en način, kako mlade motivirati za prizadevnost, namesto da se podajo na kako drugo pot v družbi? Ja, meni se zdi, da je šport res neka stvar, ko pač te nauči, kako si razporediti dan, da ne, bom povedal po domače, ne delaš lumparij okoli, neke discipline, ampak jaz se mi zdi, da je pač vseeno malo premalo tega, da bi se vsak odločil za to. Premalo razširjeno. Ja. Ja. Vidiš kakšne nevarnosti za mladino v naši družbi? Predvsem družbena omrežja. Se mi zdi, da tako kako sem jaz bila, pač se ne, da sem zdaj ful stara, ampak ko sem bila pač, ne vem, osnovna šola, se mi zdi, da se niso dogajale še take stvari, ko se zdaj. Tudi sama uporabljam pač ful družbena omrežja in pač vidim, kaj se dogaja in pač se mi zdi, da je to res en glavni razlog, pač, da pol pač niso vsi otroci tako v športu. Pa. Ja, torej vsi v bazen, namesto na telefon. Kamorkoli drugam, ja. Pa še, zdaj smo v novem letu, tvoje novoletne resolucije, kaj so tvoje skrite želje? Jaz si ful ne postavljam tako novoletnih zaobljub pa tega, ampak vse, kar si želim, je, da bom pač čim bolj zdrava, ker mi to zdravje res pač ful nagaja in se pol tudi pač pozna pri rezultatih.
da bojo moji doma, moji najbližji vsi zdravi, da bo čim manj poškodb, ker zdaj pač v zadnjih letih smo ga že 2-krat svetovno prvenstvo odpovedati zaradi teh poškodb, ampak se mi zdi, da se vse zgodi z razlogom. Pa da bom pač še naprej užival v plavanju, pa da bom še naprej dosegal čim boljše rezultate. Jaz sem prepričana, da to ti ne uide. Zdaj naslednje tekmovanje si rekla državno prvenstvo. Državno prvenstvo konec januarja, drugače pa eno tako večje tekmovanje bo pa julija, svetovno prvenstvo. Super. In čakamo spet na olimpijske. Res. Hvala ti lepa, da si vzela čas. Jaz verjamem, da te še čaka res zvezdnata prihodnost in vso srečo, res. Jaz sem ful vesela, da sem pač bila povabljena od ti podcast, tako da z veseljem še kdaj in najlepša hvala. Hvala.